Jaz veliko potujem in med potovanji se ti vedno zgodijo nepredvidljive situacije. Let ti premaknejo, vlak zamuja, zgradbe, zaradi katerih si prišel si pogledati isto mesto, renovirajo. A ne Barcelona. In kot potrošniki imamo načine, da take situacije lahko rešimo ali pa dobimo odškodnino, če seveda vemo kako. Pri Zvezi potrošnikov Slovenije so me opozorili na to, da je prišlo do par sprememb v zvezi s pravicami pri nakupu turističnih paketov pri agencijah. Zato je Evropska komisija prišla ven s kampanjo Imaš prav, oziroma najdeš jo tudi pod sloganom Your EU Right. Pazi to, ne samo da lahko zahtevaš odškodnino za premoženjski del škode, ki nastane. Ne vem, nisi dobil večerje kljub temu, da si plačal penzion, lahko zahtevaš odškodnino tudi za nepremoženjski del, kar je na primer slaba volja in uničen dopust zaradi tega, ker si se mogel ubadati z reševanjem nekih problemov. Ok, dajmo zdaj en praktičen primer za boljšo predstavo. Prek agencije želiš vzeti turistični paket v Grčiji. 4 dni, hotel z bazenom, par izletkov, 450 € na osebo. Zdaj, ker je tebi ful pomembno, da ima ta hotel bazen, in na sliki turistične ponudbe je hotel z bazenom, dajmo se mi za vsak slučaj zasigurati pa poslati en mail turistični agenciji. Pozdravljeni, odločam se za nakup vašega turističnega aranžmaja v Grčiji, kjer je na fotografiji hotel z bazenom. Želela bi samo vašo pisno potrditev, da ta aranžma res vsebuje hotel z bazenom. Lep pozdrav, Tjaša Del. Če ti ne odgovorijo, jih pokličeš po telefonu in prosiš, da ti odgovorijo na mail. Karkoli se zmeniš po telefonu, vedno zahtevaj v pisni obliki, da ti potrdijo z mailom oziroma jim ti pošlji mail, pa naj tega oni potrdijo. Karkoli delaš v lifeu, ne samo, ker rezerviraš turistične ponudbe. Papir je ziher oziroma mail je ziher. Kaj je nekdo rekel po telefonu, to se zgubi. Vedno preveri tudi, kdo je organizator potovanja, zato ker je samo ta oseba odgovorna za izvedbo tega turističnega paketa. Ok, ti prideš na Kreto v Grčijo in glej ga zlomka, hotel nima bazena. Lih je bil konec sezone, oni so se odločili renovirati in bazen ni več dostopen. Kaj zdaj? Prvič, takoj obvesti turistično agencijo, ki je organizator tega potovanja. Živjo, nimamo dostopa do bazena, nismo se tako zmenili, plačali smo za hotel z bazenom. Verjetno te bodo preselili v primerljiv hotel z bazenom ali pa ti ponudili neko drugo rešitev. Zdaj, lahko se zgodi, da ti tudi ponudijo znižanje kupnine oziroma neko odškodnino. Koliko visoka naj bi bila ta odškodnina? Tukaj ti pa prav pride frankfurtska tabela, do katere link imaš tudi v opisu tega videa. Poglej si jo, prav ti bo prišla. Po tabeli ti v primeru, ko ni obljubljenega bazena, pripada 10 do 20% kupnine tega turističnega paketa. Zdaj, glede na to, da smo mi izrecno vprašali za bazen in da nam je bilo to ful pomembno, se bomo mi držali tistih 20%. Torej, fino bi bilo, da nam agencija ponudi 90 € na osebo povračila stroška, če nismo mogli razrešiti drugače situacije z bazenom. Še enkrat ponavljam, da je izrednega pomena, da vse dokumentiraš. Poslikaj, posnami, poberi izjave drugih ljudi, ki so na istem potovanju, izjave hotelirja, zapiši si, s kom si govoril, vsaka taka malenkost ti lahko pomaga. Kaj pa narediš v situaciji, ko od turistične agencije ne prejmeš odgovora? V tem primeru lahko podaš prijavo na tržni inšpektorat. Če pa ti agencija tvoj zahtevek zavrne, ti pa preostane edino, da rešuješ svoj zahtevek po sodni poti. Na podoben način lahko uveljavljaš svoje pravice tudi v primeru, ko ti turistična agencija spremeni program potovanja ali zviša ceno, ko ti turistična agencija odpove potovanje. Za bolj podrobne informacije, kaj narediti v teh situacijah in kakšne so specifične omejitve za te situacije, si pa preberi dol v članku Zveze potrošnikov Slovenije, ki sem ti ga linkala v opisu tega videa. Če povzamem, vedno se prepričaj, da imaš vse informacije turističnega paketa v pisni obliki. Tudi poslikaj ponudbo. Če pride do neljube situacije, takoj obvesti organizatorja potovanja. V večini primerov se bo na tej točki vse razrešilo. Rok za uveljavljanje zahtevka za povrnitev škode je 2 leti od nastanka neskladnosti. Tako da, če se ti je slučajno v tem poletju zgodila kakšna neljuba situacija, hitro poglej, če lahko zbereš skupaj dovolj dokumentacije in z novo pridobljenim znanjem pišeš organizatorju potovanja. Organizator ni kriv, samo če dokaže, da je za neskladnost odgovoren potrošnik, tretja oseba ali če je to neka posledica nepredvidljivih situacij, kot je na primer vreme, protesti, vojne in podobne zadeve.
Upam, da ti nikoli ne bo treba izkoristiti informacije v tem videu, če pa že, pa da vsaj veš, na koga se obrniti. Na organizatorja potovanja. Hvala lepa za tvojo pozornost, vsi linki so dol v opisu, tako da si preberi, shrani bookmarkej in se vidimo spet kmalu. Adijo!